Pisateljica, prevajalka in lezbična aktivistka Suzana Tratnik je tudi mojstrica kratke zgodbe. To je ponovno dokazala s pripovedno zbirko Škarje, objavljeno pri založbi Škuc v zbirki Lambda. Zbirka vsebuje 9 kratkih zgodb, napisanih z intenzivno, prepoznavno avtoričino pisavo. Pripovedno intenzivnost pisateljica pogosto stopnjuje s prvoosebno, psihološko prepričljivo pripovedjo. Tudi zaradi omenjene psihološke prepričljivosti so zgodbe o medčloveških razmerjih še kako sugestivne. Več o zbirki, zgodbah in še čem bo Suzana Tratnik povedala v pogovoru z Markom Goljo v Izšlo je. Poslušajmo. Suzana Tratnik, lepo vas pozdravljam. Pozdravljeni. Čestitam vam za vašo najnovejšo knjigo za pripovedno zbirko z naslovom Škarje. Hvala. Vprašanje, ki se mi kar nekako redno pretihotapi v oddajo, je v zadnjih tednih tole. Ali ste izid knjige praznovali? Ne, nisem, ker pravzaprav ne vem niti kdaj točno je izid knjige, ali je to, ko jo prvič primem v roke, ali je, ko prvič to objavim na socialnih omrežjih, ali ko bo prvi literarni večer, tako da mogoče malo podaljšano praznovanje. To je možno, lahko pa praznujete tudi 3-krat. Ja, lahko, ni ovire. Zanima me ta trenutek, ko ste prijeli knjigo prvič v roke. Kakšen je bil? Bila sem seveda zelo zadovoljna, ker to knjigo sem pisala kar nekaj let. Zelo dolgo nisem bila zadovoljna in nisem hotela na hitro dati, čeprav bi lahko. Mogoče tudi zato, ker že dolgo nisem napisala kratkoprozne zbirke in se mi je zdelo, da se moram malo bolj posvetiti. Ko sem bral vašo zbirko, sem imel občutek, da to ni zgolj zbirka kratkih zgodb, ampak da je to zbirka tudi zelo osebno intoniranih kratkih zgodb. Ja, verjetno tudi. Sicer mislim, da je večina mojih kratkih zgodb takšnih, da pravzaprav nekako povezujem, mogoče niti ne nujno z lastnimi izkušnjami, ampak bi rekla z lastno vednostjo in s tem, kar poznam, kar me zanima, kar me vznemirja, kar me je mogoče nekoč prizadelo in želim o tem pisati. Kdo so junakinje vaših zgodb? Kdo so junakinje mojih zgodb? Ja, ponavadi so to mlajše ženske, tako kot v večini primerov, ki nekako iščejo pozicijo v svojem svetu, ki jim na prvi pogled ni dana. To pomeni? To pomeni, da se poskušajo umestiti s tem svojim načinom razmišljanja, z načinom, kako ljubijo, v kaj verjamejo, kakšen svet si predstavljajo in kako vidijo svojo vlogo, ne vem, kot pripadnice neke manjšine. Ko sem vprašal, kaj to pomeni, sem imel bolj v mislih, da jim ni dana. Dejali ste to sintagmo, kaj jim ni dano?
Bom poenostavila, svet je pač narejen tako, kot je narejen, po nekih merilih, ki si jih predstavljamo, ki so v glavnem prilagojena belcem in heteronormativnosti in seveda v nekem smislu elitam, čeprav je elit relativno zelo malo na tem svetu. Ne? Vsak dan manj. Ne? In Ja. vse bogatejše so. Ne? Ja, tako, oziroma prepad je vse večji. Ne? Tako je. In potem so seveda, se dostikrat ukvarjam z junakinjami, ki nimajo mesta v tem svetu, ni dovolj, da so se rodile in bi že nekam pripadale, ampak je recimo več lastnosti. Eno je lahko tudi spolna usmerjenost, pripadnost ženskemu spolu, potem recimo nekemu nižjemu razredu in vse to so pravzaprav razlogi, da človek ne pade tako gladko v ta svet. V zgodnih zgodbah v zbirki Škarje sem imel občutek, da se vrača ista junakinja, da se nekajkrat pojavi v različnih kontekstih. Ja, pravzaprav se jaz, ko pišem, sploh ne ukvarjam z junakinjo toliko, ampak z vsebino. Zanima me to, kar hočem povedati in v bistvu se s tem ukvarjam. Junakinja pa je verjetno takšna, kakršna je meni najbližje in imam z njo nekako najmanj dela, ko pišem. Omenili ste dve značilnosti svojih junakinj. Ena je njihova spolna usmerjenost. Ja. Kakšna je? Ja, že od nekdaj je večina mojih junakinj lezbik. O tem sem seveda želela pisati, ko sem začela, ker pravzaprav takih zgodb pri nas ni bilo. In še vedno jih pišem, še vedno imam povedati, kaj je sama in v bistvu nekako ta lezbična scena, ki jo poznam in v kateri živim in katerih zgodbe ne prodrejo zlahka in pravzaprav se mi zdi to en tak simptom neke družbene slepe pege in mislim, da je treba vedno znova govoriti in pisati o tem. Nekaj potlačenosti, ne? Tako, ja. Za svoje junakinje ste tudi dejali, da so nižjega socialnega sloja. Mogoče še kakšno besedo več o tem? Ja, to se mi zdi tudi zelo pomembno, ker mislim, da je o tem pri nas malo razprave, pravzaprav tudi znotraj LGBT skupnosti je nekako izogibanje tej razpravi o razrednih razlikah, ki se mi zdi, da postajajo spet vse bolj pereče. O tem je edino zelo poglobljeno pisala Diana Matkovič, mi je bila tudi njena knjiga velik navdih. Mislim pa, da je meni se zdi zelo pomembno pisati o teh junakinjah, ki so mogoče, ne vem, iz nekega nižjega družbenega razreda ali pa celo iz tako imenovanega lumpen proletariata, ker so njihova življenja lahko nekako že vnaprej zakoličena, ampak mene zanima tisti procent možnosti, da je lahko drugače. Ne? In v bistvu se s tem veliko ukvarjam, čeprav mi rečejo, ja, vi se ukvarjate s problemskimi zadevami pa z marginaliziranimi, ampak jaz mislim, da ni neproblemskih zadev v literaturi vsebinsko. Ne? Se strinjam. Ko pišete o socialnih drobcih, motiviki, tematiki, ste lahko zelo nazorni, zelo sugestivni. Odkot zajemate vse te podrobnosti, naprimer od Cimprani hiši? Besedo poznamo od Kreslina. Aha, ja, je prekmurska beseda in v mojem otroštvu smo to zelo velikokrat uporabljali. Mi smo živeli v zidani hiši in takrat se mi je to zdelo zelo neverjetno, ne? Ker so bile Cimprane hiše še zelo pogoste, tudi na podeželju, kamor smo velikokrat hodili. In hkrati se mi je zdela Cimprana hiša, ki je narejena na čist drug način in iz zemlje in tako naprej, pravzaprav nek čudež narave. Ne? Omenili ste svoje junakinje. Kako vaše junakinje spoznavajo ljubezen, kako ljubijo? Mislim, da me najbolj pravzaprav zanima, kako pridejo v ta svet in kakšne so ovire, mogoče njihovi ljubezni, recimo lezbična ljubezen, ki še zmeraj ostaja neka slepa pega, nekaj, o čemer, kar vemo, pa raje ne bi govorili o tem, ker ni za spodobno družbo in tako naprej, kljub temu, da imamo danes že vse pravice, tako rekoč. Ampak vseeno se mi zdi, na neki družbeni ravni potrebujemo več časa, da se to da to postane nekako del vsakdanjosti. Zato je njihova ljubezen vedno nekako zaprečena stvarmi, ki jo drugi ljudje ne doživljajo na tak način. To je ena izmed odlik vaših zgodb, da se to družbeno zelo diskretno in zelo sugestivno, tudi prepričljivo opisuje v svet vaših zgodb.
Ja, hvala, upam, da je tako. To si pravzaprav tudi želim, ko pišem, prikazati stvari takšne, kot jih jaz vidim, kot jaz mislim, da so, vse ima vsak svoj pogled in da bralke, bralci lahko to nekako podoživijo, da lahko to prenesem. Ne. To se mi zdi najbolj pomembno. V družbi obstajajo takšni in drugačni stereotipi. Kopica jih je. Ne? Kako vi problematizirate, rušite celo te stereotipe o lezbikah? Ne izhajam iz stereotipov, ki jih je res ogromno in jih doživljam kot večinoma zelo tuje in bi rekla, da ne opišejo korektno lezbične identitete, sploh ne, ampak izhajam iz tega, kaj pomeni živeti kot lezbika na neki vsakdanji bazi. Seveda lahko imaš neko znanje in oporo iz aktivizma, kjer je nekako lahko tudi vse bolj jasno in opredeljeno, kaj so pravice, ampak v vsakdanjem življenju pa mislim, da je treba uporabiti še neke druge tehnike in enostavno se naučiti, kako živeti to v vsakdanjem življenju, hkrati, da nisi kot pamflet in hkrati, da ne mučiš, ne, kadar se ti zdi, da je treba spregovoriti. Kolikor spremljam zakonodajo, upam, da se ne motim, zdaj je dovoljen zakon oziroma poroka med lezbikama, ne? Tudi med geji. Tako, ja. Ja. Med istospolnimi, tako, tako, ja. Ni več nekih izjem in tako Ja. naprej. Ne? In to spremembo vi v nekem hipu vpišete v neko svojo zgodbo. Zakaj je ta sprememba tako pomembna za vas? Pomembna je po eni strani zato, ker to dejansko pomeni izenačitev vseh pravic in včasih še zdaj težko verjamem, da se je to zgodilo v Sloveniji za časom mojega življenja. To je velika stvar. Ne? Seveda pa to ne pomeni, da se bo hipo spremenilo tudi vse na vsakdanji ravni, da bojo vsi starši sprejeli svoje istospolne otroke ali kakorkoli že usmerjene, da bo v šolah to vse, ko bi rekla, brez težav, ne, te stvari pač, kot sem že prej rekla, v vsakdanjem življenju potekajo drugače. Po drugi strani pa tudi za vse pripadnice in pripadnike LGBT skupnosti možnost poroke ni na prvem mestu, ne. Mislim, tudi to sem želela poudariti, da so tu med nami razlike in da pač ne razmišljamo vsi enako, je pa pomembno imeti pravico, ne glede na to, ali jo izkoristiš, ne. Prej ste omenili starše, omenili ste tudi šole in tako naprej. Kaj bi povedali, položili na srce staršem, ki imajo otroka, ki je gej ali lezbika? Ja, jaz mislim, da tisto, kar najbolj pomaga, je odkrit pogovor. Ampak odkrit pogovor ni to, da starši zapovejo otroku, kako se mora obnašati, ampak je pač odkrit pogovor o tem, kar čutijo, kar je, brez pričakovanj, da se nekdo mora spremeniti. In hkrati je to lahko dolgotrajen proces, tako za otroke, da se sploh soočijo svojo identiteto, se sprejmejo, so že v tako ranljivi poziciji in če jih še drugi ne sprejmejo najbližji, je to dostikrat še težje. Torej, na prvem mestu pogovor. Tako. Suzana Tratnik, v vaši naslovni zgodbi, v zgodbi z naslovom Škarje, je tudi ta odnos starši, junakinja nekako opisan, nekoliko predstavljen. Ta odnos zagotovo ni idealen. Kako ste ga naslikali? Ja, skozi oči pripovedovalke je v bistvu idealen. Ona je na nek način zadovoljna in tudi poudarja, da starši skrbijo zanjo. In vsi odrasli okoli nje, čeprav ne mogoče nekoliko nenavaden način, ampak je tudi sama zgodba Škarje pisana nekoliko groteskno, ker mi je dopuščalo tudi več možnosti, da nekako razvijem te odnose in jih postavim tudi neko območje absurda mogoče. Hkrati so pa bolj prijazni mogoče, kot so bili. To je zdaj pripovedovalkina perspektiva. Kako pa vi vidite ta odnos? Recimo oče, hči. Jaz sem ta odnos slikala skozi točno določen dogodek, pač neka vez in to so škarje, ko se vozite po cesti in greste v škarje in to doživlja otrok, se pravi hči, kot nekaj zabavnega, čeprav ve, da je tudi nevarno, ampak hkrati je to nek trenutek
ko sta pravzaprav z očetom zelo povezana, ne? Ker sicer je kot hči v glavnem doma in v glavnem se mama z njo ukvarja, oče je bolj kot ne klasično odsoten v službi, to pa je moment, kadar sta v avtu, da sta nekako povezana, oziroma vsej hči to tako doživlja. Ta adrenalin oziroma strah oziroma negotovost, to ju nekako povezuje, pravite, ne? Ja, verjetno. Ja. Potem je tukaj še več zgodb, v katerih nastopa oče. Vi ste dejali klasično odsotni oče, tukaj sem mogoče nekoliko odkimal, ampak me zanima, kakšno vlogo odigrajo starši v teh vaših zgodbah. Ker ti občutek imam, da se ne pogovarjajo z junakinjami zgodb. Ja, v bistvu je tu še zmeraj ostaja na prvem mestu junakinja, ki je zdaj seveda v raznih konstelacijah, lahko je to recimo v nekih medvrstniških razmerih, lahko se pa to dogaja doma in potem so še starši in stari očetje in nekako vedno slikam vse skozi junakinjo in skozi njene oči in kako ona to vidi, zato so pač starši in stari starši vključeni, ko bi rekla, bolj sporadično oziroma tam, kjer jih potrebujem in v bistvu se mi zdi, da želim prikazati, ko sem že prej rekla, te družinske odnose, hkrati moče na nek odmaknjen, grotesken način in pravzaprav ne kot neko avtobiografsko izpoved, ne, to je bila moja družina, moji starši so bili taki, niso bili taki, delno ja, delno pa ne, ampak niti ni pomembno, ne. Temu vprašanju, ali so zgodbe avtobiografske, se načeloma izogibam. Ja. Zdaj, dotaknili ste se zgodbe Škarje, naslovne zgodbe, ampak te škarje se pojavijo vsaj še enkrat v vaši knjigi. V kakšni vlogi? Ja, škarje se pojavijo še večkrat in v smislu tudi nekaj, kar lahko odreže življenje in tudi kot erotična praksa, lezbična. To se mi je zdelo zanimivo in ker je tudi nekaj, kar mogoče ni najbolj poznano in ja, se mi je zdelo, da je to dober naslov. Ta metaforičen pomen sem imel v mislih. Kako se erotika opisuje vaše zgodbe oziroma kako ustvarjate erotične prizore? Pravzaprav jih doslej v svoji pisateljski karieri nisem zelo veliko, ampak ne, ker ne bi hotela, ampak se mi je zdelo, da mi to ne gre, ne. Tako kot eni radi in dobro pišejo o erotiki, se mi je zdelo pač meni ne gre in sem ponovadi preskočila v zgodbah, ne, ali pa z 2 stavkoma opisala. Ampak mislim, da so v Škarjah prve zgodbe, moče 2, ker je to malo bolj opisano, ampak je bil enostavno tak trenutek. Zdelo se mi je zelo pomembno prikazati en odnos skozi erotiko, ki je bila mogoče v nekem trenutku prevladujoča in to erotiko so se opisovala seveda tudi druga, ne vem, družbena razmerja. Če lahko kot bralec dodam, da so ti opisi erotike zelo različni, da je ta diapazon širok in tudi ti opisi so zelo prepričljivi. Odigrajo tisto vlogo, ki ste si jo verjetno kot avtorica zamislili, ne? Če gre za neko nedolžno obdobje, so ti prizori lahko zelo nedolžni, če gre pa za neko obdobje, kjer je mogoče še tudi kakšna rana v obtoku, so pa ti prizori drugačni, bolj intenzivni. Tako da, ja, kot bralec bi dodal, da so dobri prizori in da se lepo opisujejo vaše zgodbe. Bi nam mogoče prebrali kakšen odlomek iz svoje knjige, zbirke? Ja, bom prebrala kratek odlomek iz zgodbe Pred sprožilcem. Ta fotografija mi ni jasna. Posneta je na travniku ob hiši očetove tete Iloške, ki je že dolgo živela v tujini, kamor je odšla še pred mojim rojstvom. Leta 1945, kakor se je stari oče rad pohvalil svojo sestro, ki je morala teči čez avstrijsko mejo in potem odpluti čez Atlantik v tujino. Ko se je doma še petalo v Iloški in Eviti Peron, sem imela 5 let in nisem vedela, kaj je to izdajati. Na fotografiji sva jaz in oče, pa tudi punci iz soseščine Mara in Tadeja. Stara smo okoli 6 ali 7 let. Oče čepi in me objema, napol sedim na njegovem kolenu. Drži me, da ne bi padla, čeprav nimam kam. Na tej fotografiji slišim Larino pesem iz filma Doktor Živago. Bil je večer, prav tako kot je nocoj. Jaz pa sem hitela sem domov in vse bilo je še pred mano. To je edina fotografija družinskega albuma, na kateri sva z očetom samo midva skupaj, brez drugih družinskih članov in članic. Vedno se mi je zdela posebna in zlagana.
Kot da bi naju nekdo namerno sestavil, nekdo, ki je vedel ali vedela, da si fizično nisva bila pogosto blizu. Čepeti z otrokom je bila pač stvar matere. Oče se na fotografiji prijazno smehlja. Ne morem si kaj, da ne bi pomislila, da me ima tam rad. Da me je imel takrat tam rad. Hvala vam za to branje, bi prosim še nadaljevali do konca tega razdelka. Prav. Ne vem, kdo je bil za fotoaparatom in nas ujel v tistem trenutku sredi travnika med Iluškino hišo in staro tovarno Mura. Tovarna se je leta pozneje razširila čez ta travnik in odkupila tudi njeno hišo. Takrat je prišla iz Argentine, da bi jo prodala. Moji starši so bili že več let ločeni in stari starši mrtvi, tako da Iluška svojega brata od leta 1945 ni več videla živega. Z mamo pa so jo videli prvič in zadnjič. Ko je prodala hišo, je z gotovino ponovno zbežala preko meje. Nikoli ne veš, kje te kdo čaka, skrit za vogalom, da bi ti razbil glavo zaradi bojne, nam je vedno pisala v pismih. Tedaj pa smo ona, mama in jaz stale na avstrijski meji in se poslavljale pred njeno vrnitvijo v Južno Ameriko. Jokale smo. Iluška je ponavljala, nikdar več, misleč, da se nikoli več ne bomo videle. In se tudi nismo. Moj oče je takrat, leta 1980, sploh ni želel srečati, čeprav je nazadnje videl kot mulc leta 1945. On je tak, mi je neizprosno pojasnila mama. Na svetu so ljudje, ki jih drugi ljudje ne zanimajo. Zato mi ni jasna ta fotografija, verjetno iz druge polovice 60-ih. Zdi se mi, da na njej očeta zanimam. Poziramo on in me, 3 deklice. Videti je tako nepatriarhalno, sproščeno. Kot san, kar tudi je. Nekateri sni so namreč realni, zgodovinsko dokumentirani in unheimlich. Ko zaslišim Larino pesem, se ustrašim, da bom srečala preveč ljudi, ki jih drugi ljudje ne zanimajo. Suzana Tratnik, hvala, ker ste prebrali odlomka iz zgodbe Pred sprožilcem. Ta odlomek zelo lepo ponazarja vašo pripovedno, bom kar rekel, strategijo, ne zgolj taktiko. Ne? V tem odlomku smo slišali marsikaj. Opis družbenega, potem odnos do očeta, potem tudi čustva, občutek samote, bližine, vse to zaokroži, bi rekel, v tem odlomku. In nekoliko bi se dotaknil vašega besedišča. Počrtal sem si na primer besedo šleferko. Lesena šleferka. Ne. Vse približno vem, kaj beseda pomeni, oziroma vem, kaj pomeni beseda, ampak zanima me, kako ste kot pisateljica izbirali besedišče, besede. Ja, včasih, to je zajemalka, ne, včasih uporabim prekmurske besede, ne po vnaprejšnjem premisleku, ampak v nekem trenutku se mi zazdi, ko zaznam ali začutim občutje, ki sem ga želela ustvariti, da pašejo zraven, da sodijo zraven tudi določene besede. In se mi zdi nujno napisati, ne vem, šleferka, čeprav bi lahko napisala zajemalka in bi bilo vseeno, ampak ni vseeno. Ne bi bilo vseeno, ja, definitivno. Se strinjam. Tako je. Ampak v tem odlomku ste tudi besedi unheimlich pa patriarhalno oziroma nepatriarhalno. Kdaj se ta zgodba dogaja? Kdaj gleda ta vaša junakinja te fotografije? Ja, v bistvu je zgodba brezčasovna v tem smislu. Ne. Na nek način je seveda brez pretvarjanja to iz današnje perspektive, ker je jasno, da govori o spominih in o fotografiji. Potem v zgodbi se nekje vrača tudi velikokrat v preteklost in tudi v čas na koncu, ko se ta fotografija dejansko posnela. Ne. Tako je. Težko bi rekla, kdaj se dogaja. Ne. Pustila sem, ko bi rekla, več časovnih pasov, bom rekla. Tako je. No, ob tej besedi, naprimer, unheimlich sem se za hip postavil, zato ker jo uporabljamo nekje od sredine 80-ih let, prej pa verjetno ne. In ta zgodba ima tudi kar nekaj, bi rekel, patosa. Ne? In to je ena izmed odlik vašega pisanja, da ga zelo diskretno upišete v tekst. Se ta trenutek, ko se čas nekako ustavi, kar preprosto zgodi. Ne? Naprimer, tak stavek je tudi in se tudi nismo srečale več. Ne? Kako pišete te stavke? Po moje, tako kot govorim, jaz govorim zelo podobno. Ne? Tudi sem ugotovila čez leta, tudi ko sem pogovarjala s prijatelji, ko sem sproščena. Ne? Ravno s takimi stavki, no, pa se tudi nismo. Ne? Ko pa pišem, to se ne zgodi takoj, ampak pregledujem
stavke in si probam vedno zamisliti, da zveni zgodba tako oziroma stavki, da če jaz to berem, da bodo v občinstvu tudi tisti, ki so mogoče prebrali 4 knjige v življenju, lahko poslušali in bodo prepoznali ta obrat v zgodbi, ne? Ali pa več obratov v stavkih. Mar to pomeni, da ko pišete, nekako slišite nek notranji glas, mogoče tudi berete zgodbe na glas? Berem jih na glas, pravzaprav čisto na koncu, ko so že napisane, ker je to branje na glas še tisti, ko bi rekla, zadnji test, ne? Ker tam se zelo hitro sliši. Kjer se mi zdi, da se mi zaplete jezik ali pa da se mi zapletejo možgani in ne morem prebrati gladko, vem, da nekaj ni v redu, ne? Da se da narediti boljše. Drugače pa med pisanjem, če pomislim, kako sestavljam eno zgodbo, imam v mislih predvsem to, da je to pač eno delo, da se vmes tudi jezim. Se opravičujem, zaradi česa se jezite? Ker ne gre tako, kot želim, ne. Ker sem imela čudovito idejo in napišem 2 strani in se ustavi, ne. In se zelo težko sprijaznim s tem, da pač potrebuješ čas, ne. Da pisanje ni proces, da se usedeš in v 10 urah napišeš nekaj idealnega, tega pač skoraj ni, ne. Bi jaz moral še kaj vprašati? Ne vem. Zdaj je trenutek, da, ker če ne, bi se vrnil k tej temi, ne. Zanima me ta občutek gotovosti. Prej ste dejali, imate občutek, da se je reč, stvar, pisanje nekako ustavilo, ne. Kdaj pa veste, da je to res to, da je ta zgodba res napisana tako, kot si želite, kot mora biti? Zato, ker se dobro počutim, ko jo berem. Ni nobene motnje, nobenega občutka, tukaj je pa tekst malo šibek. Tako kot recimo, ko pišem, kadar se zalotim, da pišem sam zato, da vlečem zgodbo naprej in da se v bistvu ob stavkih dolgočasim, potem vem, da to ni več to. In pa si mislim, če se jaz dolgočasim, kako se bojo šele bralci, ne? In vem, da želim pisati tako, da sem jaz vpeta v zgodbo, ko pišem in da sem angažirana. Potem vem, da je v redu. Morate, želite. To je isto na koncu. Na koncu vaše knjige so tudi zahvale. In zahvale so lepa reč, vaše so kar izčrpne. Komu ste se zahvalili na koncu knjige? Zakaj? Ja, to je seveda moja prijateljica, ki tudi piše, Tanja Matjaševič. Ona je napisala tudi nekako, ko bi rekla, reklamo za zbirko na zadnji strani. Potem sem se zahvalila še Milanu Šelju, pa Nataši Skušek, pa Zali Hriberšek. Predvsem z Milanom sva si veliko zgodb izmenjala, on je pisal takrat tudi neko pravljico za otroke in v tej fazi v bistvu potrebuješ odziv. Zelo pomembno je samo, da ti nekdo reče, ne vem, tu pa nisem najbolj razumel ali razumela, kaj sem mislil, ali pa tu se mi zdi, da mi nekaj manjka, pa tu manjka, kaj misli prvoosebna pripovedovalka in to lahko zelo usmeri, ne? Da nisi čist sam v tem procesu pisanja. Torej, nekako med pisanjem ste sami in vendarle mogoče tudi ne. Zdaj malo manj. Malo manj, velja. Suzana Tratnik, hvala vam za vašo pripovedno zbirko Škarje in hvala za pogovor. Hvala vam za povabilo.